Pozdravljeni. Nekdo izmed vas mi je zjutraj poslal sporočilo, ker me je vprašal, kaj se mi zdi izjava Stefana Dominikalija, kateri ni prepričan, da bo Lewis Hamilton prisoten v Formuli 1 v sezoni 2021. Kot prvo moram priznati, da sem vprašanje prebral še enkrat, da sem se prepričal, ali sem pravilno razumel. Namreč sam te izjave nisem zasledil. Kot drugo sem pozornega bralca takoj prosil, če mi lahko pošlje bližnjico do te, imenujmo jo, novice, čeprav ni, kot bomo videli v nadaljevanju. In ko sem dobil vir, kateri se je nanašal na slovensko stran, sem bil globoko razočaran. Namreč znana je moja borba proti tistim malce napihnjenim, da ne bom rekel izmišljenim novicam. Mislim, da je Formula 1 dovolj zanimiva samo po sebi in da je vse samo v očeh avtorja, kako zna določene zadeve predstaviti, brez da si določenih stvari izmišljuje, da smo si na jasnem. In razumeti moramo, da v svetu Formule 1 je izjemno malo tistih izvirnih člankov, ekskluzivnih intervjujev ter tako naprej. Večino stvari, katere prebiramo, so seveda povzete po nekaterih virih in to na vseh ravneh. In ko novica odskakuje od enega do drugega vira, se seveda tudi malce spremeni. Vsak avtor nekaj doda, nekaj drugega odzame in na koncu lahko pridemo do zadeve, katera ima malo skupnega s tistim izvirnikom. A to, da pravi nekaj drugega kot original, to je pa deležno vse moje pozornosti, posebej če je v domačem slovenskem jeziku. Namreč sam razumem, da navdušenec Formule 1 lahko nima časa spremljati tuje vire, nima dovolj znanja jezika ali se mu ne da izgubljati časa z prebiranjem raznih portalov. Zato zaupa določenim virom, katere prebere in misli, da je o vsem obveščen. Namreč podobno metodologijo imam tudi jaz, saj ne prebiram pravzaprav vsega, kar je objavljeno okrog Formule 1. Imam zbrane tiste vire, katerim zaupam, in če zadeva tam ni objavljena, po mojem je ni. Zato sem bil tudi rahlo presenečen, ko sem zaslišal, da je Dominicali izjavil kaj takega, vsaj tako je trdil tisti zvesti poslušalec, kajti on je prebral v viru, kateremu je do danes zaupal. A zanimivo je bilo naslednje, namreč v samem sestavku nikjer ni bila omenjena tista trditev, ki smo jo videli v naslovu, in že tu mi je rahlo zazvonil zvonec v glavi. Na to sem se koncentriral na tiste izseke, izjemno kratke izseke, pobrane iz vsakršnega konteksta, kateri so bili, recimo temu, jedro tistega sestavka. In ti izseki so mi bili znani, namreč Stefano Dominicali je dal izjavo za Sky. Vzel sem original, ga prebral in tistega zapisanega tam nisem zasledil, predvsem govorim o tistem, kar so trdili avtorji v naslovu. Izseki so bili dokaj pravilni. A težava je še v drugi zadevi. Namreč vzel sem dva vira, katerima ne zaupam preveč, tako da sem lahko čim bolj objektiven, in tu govorim o spletni strani Essential Sports ter o gazeti Dello Sport. Namreč v teh dveh virih se pogostokrat znajde kaj nepreverjenega. In tudi ta dva vira sta omenila ta intervju Dominicalija za Sky. In navedki, kateri so bili v teh člankih, so bili bistveno daljši, bolj povezani s kontekstom, in kar je najbolj zanimivo, je, da oba vira navajata, da Stefano Dominicali pričakuje, da bo Lewis Hamilton podpisal pogodbo z Mercedesom. Kako torej, da se je v slovenskem viru znašel čisto drugačen naslov? Ni mi jasno.
a nekdo ni razumel članka, ni razumel bistva, je hotel narediti neko senzacijo tam, kjer je ni važno in me niti ne zanima. Težava je v tem, da mnogi navdušenci v dobri veri nasedejo takim novicam, katere bi lahko imenovali nič drugega kot, oprostite angleškemu izrazu, clickbait. A problem se je pojavil že v tem odmoru pred začetkom sezone 2020, ko je bila odpovedana velika nagrada Avstralije in pravzaprav nismo vedeli, kaj bo, če bo, kdaj bo. Kot se dobro spomnite, smo takrat imeli na kanalu na Facebooku tedenske debatne krožke o Formuli 1, samo tako, da smo se v tisti prvi karanteni nekako kratkočasili. No, v teh tedenskih srečanjih smo govorili o marsičem. Tudi o teoriji, da bomo videli v sezoni 2020 dirke, katere bodo potekali v nasprotni smeri od tistih planiranih. In seveda, ko smo debatirali o tem, smo hitro ugotovili, da je stvar neizvedljiva. Zaradi postavitve robnikov, zaradi izletnih con in tako naprej. A seveda nekateri drugi viri so ponavljali to možnost in zgodilo je se prav hitro, da me je nekdo med prenosom vprašal, zakaj ne bomo gledali dirke v nasprotni smeri. In seveda prijazno sem ga usmeril na tisto debato, katero smo že opravili, in ga vprašal, odkot njemu ta trditev, da dirke v nasprotni smeri bodo. Odgovor tolikokrat sem prebral tu in tam, da mi je bila zadeva všeč. In seveda strinjam se z njim, če neko trditev, pa najbolj si prava ali lažna, ponavljamo v nedogled, bo postala še bolj močna kot resnica, a nekateri avtorji se tega ne zavedajo. In sedaj, da smo si na jasnem, sam se nimam za nobene avtoritete. Ta moj kanal na YouTubu je nekaj majhnega v celotnem oceanu Formule 1. A vseeno svoje principe zastopam in resničnost v prispevkih je nekaj, kar mora biti tako v slovenskem kot v drugih jezikih. A ker gre za kanal v slovenščini, dajem večjo pozornost na ta jezik. Sedaj vsa ta debata okrog resnicoljubnosti v Formuli 1 me je pripeljala do izjemno zanimivega zaključka. Mislim, da marsikomu med navdušenci Formule 1 dobesedno Lewis Hamilton ni všeč. In vsak ima svoje objektivne razloge za to. Tako smo lahko tudi slišali v preteklosti, kaj se je zgodilo na primer s Sebastianom Vettelom, kateri se je vrtel kot vrtavka. Da ne omenjam na primer Danila Kvyata in še bi vam lahko dajal podobne primere. In ko sem malce razmišljal o tej tematiki in tem prispevku, mi je prišla izjemno dobra ideja za zaključek. Namreč mi, navdušenci, osebno ne poznamo ne Lewisa Hamiltona, ne Sebastiana Vettela in ne Danila Kvyata ter mnoge druge. Opravičujem se tistim, ki imajo možnost iti z njimi na kavo, da se razumemo. A poraja se vprašanje, odkot lahko mi sodimo, da je nekdo simpatičen ali antipatičen, verjetno samo iz virov. Za konec bi vas rad spomnil na izjemno dober, všečen film iz leta 1988. Kdo je potunkal zajca Rogerja, oziroma Who Framed Roger Rabbit? V tem igranem poševnica animiranem filmu je nastopil tudi lik imenovan Jessica Rabbit. In v filmu je izjavila Jessica, da ona pač ni taka, njo tako samo narišejo. In povezava med to izjavo ter našo zgodbo je naslednja. Vprašajmo se zmeraj, kdo je tisti, ki riše in predvsem, kdo je tisti, ki barva. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.